Vstopamo v drugo predavanje in na oder vabim Metoda Žunca, strokovnjaka za slovenščino, ki nam odstira bogastvo našega krasnega jezika, in verjamem, da bo tudi vam današnje predavanje odpiralo wow efekt za naš jezik. Jaz sicer že vem, ker sem prebrala, in počaščeni smo lahko danes vsi, da premierno poslušamo vsebine Vesoljno kolo kot osnova dojemanja bivanja naših prednikov. Iz Prekmurja na oder Metod Žunec. Lep pozdrav. Danes bom spregovoril o simbolu, ki ga vidite na tej sliki. Objavljen je bil v knjigi Slava Vojvodine Krajinske Janeza Vajkarda Valvazorja, v prvi knjigi, ki je bila prevedena nedavno. Se pravi, prva in šesta knjiga sta bile dolgo prepovedani in pred enimi 15-20 leti je bila prevedena celotna. In iz prve je ta gospod, zapomnite si ga, ker bomo na koncu o njem bom povedal več. Namen tega predavanja je, da s pomočjo simbola kolesa, s pomočjo notranjega pomena slovenskih besed, s pomočjo števil in z mojim lastnim raziskovanjem, da bom odkrival moj vidik tega, iz česar naj bi naši predniki sploh črpali, tista osnovna matrica, iz katere izhaja vedenje, ki so ga imeli naši predniki. Skozi to raziskovanje sem ugotovil, da je bilo vesoljno kolo tesno povezano z našimi besedami, z načinom življenja, z odnosi med moškim in žensko, in tudi z praktičnim življenjem in tako tudi z duhovnostjo. Za izhodišče sem si vzel besedi naprej in nazaj. Beseda naprej nam sporoča, da se ne bomo nikakor premaknili naprej, če se ne naslonimo na to, kar je bilo prej. Torej, moramo izhajati iz tega, kar je bilo. Beseda nazaj se pa obrača nazaj. Prekmurci rečemo zaj. Zdaj d-ja nimamo. To se pravi, da beseda nazaj sporoča, da nazaj gledamo iz te točke, iz današnjega, iz tega trenutka. S tem slovenščina sporoča, da je moderen jezik, da ne zahteva od nas, da mi slepo kopiramo, kar je bilo nekoč, ampak da sprejmemo napredek, nova stanja in da se iz tega oziramo nazaj. To bom danes tudi jaz storil. Slovenščina je tako nekako moderen jezik z pradavno preteklostjo. Naše besede so namreč zgoščene misli, ki ob izgovorjavi to misel pred nami skrivajo, ampak če te besede razrečimo, kar bom počel skozi predavanje, se odpre pred nami stavek, ki to besedo pojasni oziroma jo tudi razširi. V njej so skriti zgoščeni pomeni, niso slovnično pravilni, ampak so pomensko polni. Da je slovenščina tudi starodaven jezik, pa nam pove beseda starodavno, ki če jo razrečemo, nam sporoči, da v sebi vsebuje stavek star rod davno, oziroma še bolj razrečeno star rod od davno. Tako da se imamo na marsikaj nasloniti od zdaj za nazaj. Ljudje imamo neko notranjo potrebo po redu. V vsakdanjem življenju nas obkrožajo vse mogoče posameznosti. Od rastlin do svetlob, do ljudi, odnosov, danes vrst kruha, oblačil ogromno, ampak red je sestavljen iz osnovnih gradnikov, iz česar se tvori nekaj individualnega. Torej, mene je zanimal
zanimala me tista osnovna podstat, tisti osnoven red, iz katerega izhaja vse, kar obstaja. In tu se postavi beseda vrednota. Beseda vrednota skriva v sebi stavek v red not da. Torej, vrednota predpostavlja nek red. Z dvojnim tolmačenjem besede v, pa beseda vrednota sporoča dva načina. Zopet, kot Prekmurec, v prekmurščini v pomeni tudi ven. Ne samo notri. Recimo, če Prekmurec reče idem v, mu ni treba nič razlagati, kam bo šel. Če pa hoče iti Prekmurec nekam noter, mora pa povedati kam. Idem v kučo, idem v klet, nekam mora iti. Slovenščina danes v pomeni samo ven. In tako beseda vrednota sporoča, da v red notri daje. To se pravi, da ohranja red. Po drugi strani pa z tem drugim pomenom črke v, ven iz, lahko rečemo, da vrednota ven iz nekega reda jemlje in vanj notri daje. In iz tega izhaja neka osnovna zakonitost bivanja, to je kroženje univerzalnega in individualnega. Zdaj, ko se tako ponuja, slovenščina nam ponuja neko rešitev, vedno več je govora o krizi vrednot. Slovenščina nam namiguje, da to ni kriza vrednot, ampak kriza reda. Če imaš red, ki ga s temi vrednotami ohranjaš in iz tega reda črpaš, se ustvari nek krogotok, kjer ni nekih posebnih težav. Zdaj, primeri kroženja med univerzalnim in individualnim je to tako, da sem par primerov naštel. Vsi smo živi, vsak živi svoje življenje. Družina je osnovna celica družbe, vsaka družina ima svojo zgodbo. Tudi tu za opravljeno delo, ki je nekaj individualnega, dobi človek plačilo, denar je nekaj univerzalnega in ta, ki je to storitev opravil, lahko s tem denarjem spet kupi nekaj individualnega. Tako da to je tudi v ekonomiji to počelo. No, najbolj se pa kaže pri teh univerzalnih jezikih glasbe, jezika ali pa števil. Ko imamo na razpolago vse osnovne tone, lahko zaigramo katerokoli pesem. Spet je to lestvica, je nek nabor osnovnih gradnikov in kombinacija njih ustvarja pesem. Ko imamo na razpolago vsa števila, lahko zapišemo katerokoli posamezno število. Ko poznamo vse črke abecede, potem lahko zapišemo katerokoli besedo. Tako da iz tu se je izcimila druga, neka univerzalna zakonitost, da šele celoto univerzalnega omogoča celoto individualnega. Če ne bi poznali vseh številk, potem ne bi bili vsi dosegljivi na telefonih danes. Ko se je naš prednik zazrl v ta univerzalni jezik, je nekako opazil, da število 10 prevladuje, da je nekako vse zgrajeno iz 10 prvin. Tako je 10 števil, od nič do 9, potem je 10 smeri, imamo 4 glavne, 4 stranske, gor in dol. Mavrica je pomanjševalnica od besede maura. Ra, zelo kra, ki ga bom pa na široko obravnaval, v tem primeru je tudi nekoč bilo sonce. Primere bom naštel kasneje, ampak mavrica ima to, kar je v ra. Mavrica je bila manjša, torej je vzel samo, ugotovil je, da je sedmerost samo delnost. To nam pove tudi slovenščina z besedo sedem, da se usedem. In če se usedem na 7 kot na celoto, se več ne premaknem, ker se sesedem. Treba gledati širše. No, mavrico pa lahko deseterost najdemo v tem, da je najprej 7 lokov, potem mora biti človek kot opazovalec, na kar je še tema, ki je svetloba v možnosti, in bela svetloba kot tista, kjer se vse skupaj zlije. Podobno je v glasbi. Imamo 10 prvin, najprej so osnovni toni, teh je 7, najprej je tišina, kjer je glasba v možnosti, glasbenik tisti, ki izvaja nekaj individualnega, in glasba kot tisti končni izdelek glasbenika.
tako kot je opazil, da deseteros prevladuje v jeziku glasbe, števil in svetlobe, je sklepal tudi verjetno na 10 prvin, ki so abstraktni gradniki vsega, kar obstaja. In tako je nekako prišel do družine, da je oče zavest, polje možnosti. Že slovenščina nam pove, da je mož tisti, ki možnosti nosi. Zaradi tega je zavest nekako moško počelo. Tudi pri človeku je tako, da človek, moški nosi semenčice, ima možnosti in potem ženska eni od teh blagovoli dati življenje. Torej, mati je tista, ki udejanja. In udejanja ljubezen. Ta oče in mati imata 8 otrok, ki se na abstraktni ravni kažejo kot energije, na snovni pa kot trdnine ali pojavi. Teh je pa tudi 8. To so življenje, zemlja, voda, zrak, les, ogenj, kamen in kovina. Izvorno so zavesti univerzalnemu moškemu počelu oziroma abstraktnemu očetu so ga imenovali Ra. Ljubezen, univerzalno žensko počelo, materi so pa rekli Kar. Tako Ra kot Kar imata več ravni. Pa najprej si pogledamo Ra. V slovenščini črka R je edini soglasnik, ki vibrira. Zato je nekako smiselno, da so v črki R videli vibracije. Črka A je pa nek začetek, izvor. Tako recimo A-mol je tudi izvorna lestvica, ker nima nobenih nižajev. A je najbolj širok samoglasnik, ki ima tako pot, da se v eno smer se zapira proti N, v eno smer pa proti M. Če recimo imamo mi A, O, tako se konča in potem se odpre v E. V drugo smer pa gre A, N, se zapira pa vertikalno. Torej je A nek izvorni samoglasnik in to tak pomen nosi tudi v zlogu Ra. Da je zlog Ra vezan z zavestjo, nam pove recimo besede praded ali prababa, ker sta že verjetno toliko stara, da sta že pri Ra. Sama beseda pra je že stavek, ki nam pove pri Ra, se pravi pri univerzalni zavesti. To je polje, v katerega, ki nas obdaja in je neskončno. Prav tako je prababa že pri Ra. To nam pove tudi praznovati, ki v sebi vsebuje stavek pri Ra znova ti. Tudi praviti, praviš to, kar je nekaj izvornega. Druga raven besede Ra je sonce. Tu se vidi razvet, je stara beseda za orientacijo, današnjo tujko, in nam sporoča, da zvemo v prostoru, kje smo, glede na to, kje je sonce. Tudi zora, recimo zori Ra. Ura nam pove, koliko sonca se je že udejanjilo, ali pa v kateri poziciji sonca trenutno smo. In kot že prej omenjeno, Maura ima to, kar je v Ra, zato je širša, 10 prvin, Maurica pa 7. Tretja raven pa združuje vse univerzalno. To je hrana, zrak, imeti rad, strast, zdravje, igra, vrata. Tako je Ra povezan s 3 ravnmi in prav toliko ravni ima beseda Kar. Beseda Kar se lahko tolmači na 3 različne načine. Zlog K v slovenščini se navezuje na udejanjanje, rojevanje, ženske spolne organe, zato je tudi ženska, žen s K. Moški ima pa ki. Še zdaj imamo besedo mož s ki, še zdaj imamo obliko nabreklega, vzburjenega moškega uda, ki smo mu dodali j. Tako je, lahko razvijemo, da kar pomeni udejanjanje tistih vibracij, ki jih ima Ra. Udejanjanje začetnih vibracij in to pomeni, da je to udejanjanje.
snovno tvorjenje. Lahko pa tudi sporoča z dvema zlogoma, kar. Zlog ar v slovenščini kaže na človeka kot nosilca individualne zavesti. Zanimivo je to, da sta ar in ra sta obratnici. Ra je nekaj univerzalnega, ar je nekaj individualnega. To imamo recimo pri besedah. Kolar je človek, ki dela kolesa. In če zraven dodamo ka, dobimo ženski spol. In tako je tudi druge besede, knjižničar, knjižničarka, keramičar, keramičarka. Vedno je ta ar na koncu, ki ponazarja človeka, ki nekaj počne. S tem lahko vidimo, da je tudi kar tista, ki udejanja, kar ima človek v svoji individualni zavesti. Kako je to vpleteno v vesoljno kolo, bom pa povedal kasneje. Torej, prva raven besede kar je univerzalna ljubezen. Druga raven je zemlja, s katere se rojevajo skale, tudi tu imamo ka, in kamni. Da se navezuje na zemljo, imamo in na gorovja in na skale, imamo Karavanke, Karne skalpe, Karpate, tudi Krn spada sem. In tretja raven zloga kar je ženska. Slovenščina nam pa tudi pove, da niti mož, niti žena nista sposobna nečesa tvornega, ne? Ampak mora priti do združitve. Možno je samo nekaj, proces je možen, ko se združita mož in žen. In žen, če bi šli še bolj podrobno, samo črka ž v slovenščini pomeni življenje. Stara beseda je bila žiti, iti, življenje v gibanju. In z tega tudi ženska pomeni življenje enega iz maternice. Ne? To je točen opis biološkega namena ženskega telesa. Besede, kjer se skriva beseda kar, so pri nas pogosto zgubile ta samoglasnik a, ki se je pretvoril v e. Več ga ne pišemo, ima pa zelo močen pomen. Recimo v besedi kri, izgovarjamo kri, pišemo pa samo kri. In ta kr pomeni tudi ljubezen, ki je tudi, bomo videli kasneje, lahko tudi ogenj. Presenetilo me je, ko sem se zanimal mešanica kari, zakaj, če ima kakšne zdravilne učinke, in je pisalo, da čisti kri, ne? Tako da kari in kri sta tudi zelo blizu. Še leta 1592 je bila beseda skrbeti skarbiti. V Megiserjevem slovarju je še ta beseda opisana z a. Torej izraža, da nas skrbi za tiste, ki jih imamo radi. Tudi v besedi iskrenost, zdaj si to predstavljamo kot ljubezen. Ne? Bomo videli, da je kar os kolesa in iskreni smo takrat, ko nekako iz tega stanja ljubezni izražamo neko enost. Beseda enost je kot pripona v slovenščini zelo pogosta. Bom se dotaknil malo kasneje. Ne? Tu lahko vidimo, iskra je lahko iskr a. A smo prej rekli, da je začetek in lahko pove, da iz skale, lahko je na ravni skale, da z kresanjem po skali se začne nekaj. Ne? Lahko pa izraža tudi ra in tukaj lahko ima ra pomen zraka. Da se začne nekaj udejanjati, vzgib, oploditev, je potrebna oploditev zemlje in zraka, da preskoči iskrica. Zdaj, to besedo osvoboditi, ta je zelo temeljna in jo bom obravnaval pri kolesu bolj natančno. Iskriti pa tudi pove, iskar iti, iz skale oziroma iz ljubezni. Ljubezen je vedno nek ogenj, ki je v krvi, v telesu, kot strast. Tudi krst je bil verjetno malo starejši obred, kot se zdaj kaže, in je bil
obred, kjer je človek bil postavljen na svojo individualno pot iskrenosti in tega, kar je, kar. Tudi krog v sebi skriva kar in bi pomenilo, da je kar, bomo videli, da je gibanje osi in oboda. O je kot obod, nič, krog. Tako da je v teh besedah je prikrita beseda kar. Združeni besedi ra in kar sta pa v besedi pravkar in to kaže na to, da se to kroženje med ra in kar, med moškim in ženskim počelom dogaja vedno v tem trenutku in je večno in od tu izvira vse, kar je. Beseda kar je lepo ohranjena tudi v besednih zvezah bodi to, kar si, ampak tudi istočasno odgovarja, kaj naj človek bo. Bodi to, kar si, kar si. Ti si kar, ne? Vse, je pa to vse, kar je. Vse to, kar je kar udejanjila. Iz tega zornega kota nam beseda kar sporoča, da naši predniki te pojave, tako slabe kot dobre, niso opredeljevali, ampak je vse bilo to, kar je tvorila kar. Vse, kar se je udejanjalo iz zavesti skozi neko rojevanje. Iz tega tudi lahko sklepam, da so bili zelo prilagodljivi. Zdaj beseda priroda ima v sebi rod. In iz tega lahko sklepamo tudi na tega, da smo bili stalno naseljeni, zato ker priroda daje rodu iz roda v rod. In beseda rod, ro se nanaša na kroženje, črka d pa že samo svojo obliko kaže na neko polovičnost, pol kroga. In to pomeni, da rod pomeni kroženje polovic, moških in ženskih seveda. In to kroži iz roda v rod po prirodi. Zdaj, človek je presežno, neobesedljivo oziroma tisto, kar je sporočalo samo več, kot lahko on samo besedo, shranili so v simbole. Stara beseda za simbol je čar, ki, jaz sem uvedel sam dočrkovno tolmačenje, to je nekaj novega v prostoru, zato ker sem ugotovil, da vsaka črka ima svoj pomen, ki smiselno zastopa svoj pomen v besedah, ki jo sestavlja. Tako je čar, če vzamemo dobesedno, črka č se povezuje s časom. Imamo čas in tudi besedo či, ki tako kot v kitajski filozofiji tudi pri nas pomeni energija. In vemo, da so energije večne in zato je črka č tako povezana s časom kot z večnostjo. Tako da čar je bil tisti, ki večnost izvora vibracij ponazarja. Že Vesna je rekla, da je ol zlog, ki pomeni vesolje, vse drugo je pa opis, vse, kar je ol. In v skupku teh 10 prvin so Slovenci oziroma Sloveni rekli ol. Simbol vesolja, ki tudi vsebuje zlog ol, je kolo. Besedo kolo se lahko tolmači k, ol, o. Črka k je še danes rečemo k ti, k jaz, k on, je kot. Ol je kot vesolje, črka o ima več pomenov, v tem primeru pomeni vrti se. Tudi voda nam sporoča, da ne samo teče, ampak tudi kroži. Voda v o da v kroženje. Tako da je vesolje, kolo nam sporoča, da je to uprizoritev tega, kako se vesolje vrti. Črka o v slovenščini ima več pomenov. Isto kot ra, to je sopomenka, je zavest, celota, nič, kroženje, obod ali univerzalno moško počelo. Črka o pa pomeni tudi, kaže na dokončanje nekega procesa, to se pravi neko celovitost. Danes zjutraj sem se začel briti, sem se obril. Začel sem stareti, ostarel bom pa nekoč v prihodnosti. Iz besede kolo verjetno izvira tudi koledar, ki je kolodar. Kolodar, tudi v slovarju obstaja še ta beseda.
ali pa koleno. Ne? Verjetno ni koleno, ampak je kolo eno, da smo ena generacija je rojena v istem kroženju tega vesoljnega kolesa. Kolodar se lahko tolmači to, kar kolo daje človeku, ne? Kar prejema od kroženja tega vesoljnega kolesa. Sestava kolesa je tako napravljena, da je sestavljena iz 10 prvin. Imamo os, potem imamo 8 kolov, to se pravi, kol je lahko abstraktno tudi ključ vesoljni ali pa ki vodi k vesolju, in obod. In že sama beseda 8 nekako uprizarja deseterost, zato ker se jo lahko tolmači na 3 različne ravni. Najprej je os sem, se pravi, jaz sem os. In os je tudi bistvena sestavina osebe. Drugo tolmačenje se vzame besedo kot enoto in s tem sporoča, da je 8. Iz osi gre 8 teh kolov in tretja beseda je pa osem, ki kaže na krog, na obod. No, konec koncev že beseda os, tolmačena dočrkovno, nam sporoča, da je človek istočasno os in istočasno obod si. Torej, nekako nam nakazuje, da os mora iti v obod. Ne? To imamo mi v besedi os, v obod iti. Obod ima pa krog. Ne? Sama beseda obod je sestavljena, nam že sporoča, kako krog nastane. Da od ene točke, ob eni točki hodiš toliko časa, da spet ne priješ v izhodišče. No, to je ta beseda osvoboditi. In beseda osvoboditi jasno kaže namen bivanja. Naši predniki so osvoboditev jemali na abstraktni ravni. Torej, os mora iti v obod, tako človek postane ol, vesolje. In s tem so tudi opredelili stanje enosti, ki tudi govori o krogu. N-O si ti. S-T je vedno v slovenščini si ti ali s tabo. Ali pa celota, cel O si ti. Beseda osvoboditi nam sporoča, se pravi, da popolna svoboda je možna samo na abstraktni ravni. In s tem, ko je človek abstraktno svoboden, seveda lažje živi tudi v svetu fizičnem, kjer je omejen. Tale L je odpadel. Ne? In potem vidimo, da je stanje polpolnosti, polpolnosti. Moja babica, ki je bila iz Ljutomera, tam se vedno spomnim, da je on rekel, poudarjala je polpolen, polpolnost. To se pravi, ni stanje popolnosti, stanje brez napake, ampak je stanje, ko vsaka polovica svojo polovico nosi. Lahko jo tolmačimo tudi z polglasnikom, da je pol enost, se pravi, združevanje polovic vodi v enost. Isto kot pri človeku, ko se združita moški in ženska, sta v tistem trenutku eno, ampak na fizičnem je to odvisno samo od vstopa moškega v žensko telo, od dolžine. Ne morete se pa popolnoma prekriti kot recimo svetloba, ne, ali pa glasba. Tako da pripona enost je v slovenščini zelo pogosta. Imamo uresničenost, udejanjenost, izenačenost, oddaljenost, namenjenost. Tako da besede kažejo, da je enost, dosega stanja enosti bila namen. To je namen eno, namen je enost. Namiguje tudi, da naj bi to stanje nekako uresničili, ne? Da enost je potreba uresničiti, uresniči enost. To stanje naj bi v vsakdanjem življenju tudi udejanjili. Zato je udejanj enost. Da je stanje enosti tisto, ki izenači ljudi, ne? Se pravi, jih na neki ravni naredi enakovredne, je izenač enost. Zdaj, stanje ločenosti, ki mu danes rečemo egocentričnosti, ko to prevlada in da se pozabi na način, kako se do tega stanja enosti pride,
potem se med nami ustvari praznina brez vsebine. In to je oddaljenost. Takrat si smo vedno bolj oddaljenosti, zato ker smo enost oddali, je nimamo več. V tem stanju, ko je pa človek bil definiran, opredeljen kot neka abstraktna vseprisotnost, ko je os šla v obod, to ne pomeni, da je bil tako izenačen, da je ravnal enako kot vsi drugi, ampak je bil še bolj poseben. Ne? Beseda poseben nam pove, da je po sebi en. Točno potem je v skladu z samim sabo. Vsak človek je poseben, če živi po sebi. Če pa ne živi po sebi, se pa zgublja v množici povprečnosti. Da bi vesoljno kolo bolje razumel in tudi bolj jasno predstavil, sem se moral obrniti na števila. Stara beseda za število v slovenščini je číslo. Či, kot sem že prej omenil, je enako kot v kitajski filozofiji pomeni univerzalno energijo. Samo črka I v slovenščini pomeni energijo, Č pomeni pa večno. Oziroma v primeru življenja je tudi ži, žiti je bilo lahko tudi ži, iti, tako da življenja energije v gibanju. No, da je či je zelo pogost v naši slovenščini, imamo recimo lečiti, biti čil, značilnost, zračiti, čistiti, počitek, teči, reči, izenačiti, vleči, streči, izročiti, voščiti. V os či iti je, še se spremeni zaradi lažje izgovorjave. Razrečiti. Zdaj je to zanimivo tu, zato ker ima zlog lo. Zlog ol pomeni tisto vključujoče, to, kar je vse univerzalno. Njegova obratnica, podobno kot sem rekel pri ra in ar, ko je zavest in človek kot nosilec individualne zavesti, je tudi tu zlog ol povezan z vesoljem, lo pa z ločenostjo, tudi s telesom, telo. Rečemo, te ločuje od enega drugega in omogoča individualne izkušnje. Tako da je vsako število je neka ločena energija, pravi slovenščina. Zdaj, tu se vključi malo mojega raziskovanja. Pri tem sem uporabljal 7. čut. To je nekako, kot da bi radiestezijo imel na vekah. Čut je na vekah, veke vibrirajo in ko sem malo podrobneje proučil to besedo, je veka je primarno tista, ki vedenje rojeva. V je zlog za vedenje, K za udejanjenje, rojevanje. Tako da sem videl, da so verjetno naši predniki tudi ta čut uporabljali za povezavo z neko univerzalno inteligenco, z zavestjo. No, tako da se mi je tako izšlo, to bom potem kasneje uporabil kot za operiranje za števili, za tisti, ki je v šoli matematiko ne rad, naj vas ne prestraši, ker bom samo malo sešteval, pa malo bom množil z 2 in ne bo nič hudega. Tako da je nič je zavest, ra oče, 1 kovina, 2 kamen, 3 ogenj, 4 les, 5 zrak, 6 voda, 7 zemlja, 8 je življenje in 9 je ljubezen, kar mati. Da bomo bolje razumeli, si bomo pogledali malo značilnosti števil. Število nič me je presenetilo, tako ko sem gledal, je prikrito parno število. Zato, ker sledi zaporedju parnih števil. 8, 6, 4, 2, nič. Nič je tesno povezana z neskončnostjo, zato ker vsako število, ki ga delimo z nič, tu sem vzel pač primer samo število 6, je neskončno. To izhaja iz tega, da če število delimo z vedno manjšim številom, dobimo vedno večji rezultat. In nič je kot najmanjše število odpelje v neskončnost. No, zalomi se, ko to enačbo obrnemo. Pride, da je nič krat neskončno, se pravi zavest nekako oplojena z neskončnostjo, je pa nedoločena. Zato zdaj v matematiki ta operacija ni dovoljena, ampak si bomo dovolili pogledati vsebinsko preko. In je to beseda, bi lahko rekli, je karkoli. Ta oploditev je vsemogočna, tako da tvori karkoli in tudi 6. Ne, da 6 ne bi, tudi 6 je del tega rezultata, ampak
karkoli je, ko se udejanja s ključem vesolja, potem je karkoli. Ta beseda sporoča karkoli. Tako da s tem, ko je ničla parna, ji lahko dodeljujemo neko tvornost. Zato, ker že slovenščina pove, možno je, možen, če je moško pa žensko. Torej, je ničla parna, po svoji naravi, skriti naravi. Zdaj, tudi geometrijsko je nič, v bistvu ničkotnik, ampak istočasno je neskončnokotnik, zato ker če vrisujemo v krog vedno večje kotnike, se vedno bolj približujemo ničli, ampak nikoli je ne dosežemo. Tako da je istočasno neskončnokotnik in istočasno je ničkotnik. Tako je tudi geometrijsko ničla povezana z neskončnostjo. Zdaj, zato ker je ničla polje možnosti, je v skladu z slovenščino moško počelo, zato ker moški nosi možnosti. Glede na to, da je pa parno število, pa seveda mora skrivati tudi ženski del. In tako je možno to udejanjenje. Zdaj, beseda nič, če se jo bere nazaj, dobimo čin, kar je dejanje. Se pravi, da se lahko nič obrne v svoje neko nasprotje, ki iz ničesar ustvari neko delovanje. In ta se lahko tolmači kot univerzalnih energij nihanje. V slovenščini je zanimivo to, da črka N, ki ima slučajno že po svoji obliki nihalni značaj, je to, da v slovenščini pomeni, da istočasno nekaj niha in da istočasno nečesa ni. Tako da lahko sklepamo, da so stvar, ki trenutno ni bila vidna, naši predniki dojemali kot, da je v tistem predelu nihanja, ko je pač nevidno. In potem spet postane vidno, nekaj niha in spet se izgine. Tako da iz tega se lahko sklepa, da so naši predniki tudi poznali reinkarnacijo. Nekaj časa si viden, nekaj časa nisi viden. Spet nihaš, spet zanihaš in tudi to je kroženje vesoljnega kolesa. No, beseda, ki jasno kaže na ponovno rojevanje, je kaznovati. Zdaj izgleda, kazen se danes dojema čisto drugače. Beseda pa sporoča kot rojen, znova ti. Znova ti si rojen. Ampak kazen verjetno ni bila mišljena kot to, ampak nisi še dosegel stanje enosti, zato rabiš še en krog. In tako zdaj pridemo do sestave oboda in številk in zlogov in prvin. Torej, nič tvori obod vesoljnega kolesa. To je ničla, ki je povezana z neskončnostjo, z možnostmi, kot smo prej videli z množenjem. Število 9 je največje enomestno število. Z njim se lahko izrazijo vsote vseh ostalih. 1 plus 8, 2 plus 7, 3 plus 6, 4 plus 5, nič plus 9. To je edino število, drugi tega ne zmore. Kar je zdaj bom uporabil to glasbeno načelo, namreč če v glasbi neko število pa frekvenco množiš z 2, dobiš oktavo tega števila, ki je isti ton, ampak eno oktavo višje. Zdaj jaz bom vsotenje sem tudi jaz uvedel ta izraz, zato ker pod vsotenjem sem mislil seštevanje desetic in enic pri številu, ki je večje od 10. Nisem našel v slovarju nekega primernega izraza, ki bi to opisoval, zato sem jaz delal primerno, da s temu rečem vsotenje. No in če število 9 množim, se pravi dvigam za oktavo in potem vsotim njegova števila, vidimo, da je recimo 9, naslednja oktava je 18, kar je 1 plus 8 je 9. Potem se dvigne 18 za eno oktavo, je 36, je spet 9. 36 se dvigne za eno oktavo, je 72. Vidimo, da se na vides, da se število 9 vrti samo v sebi. Značilnost števila 9 pa je to, oziroma posebnost, da deluje kot dvomestno število. Torej, da se jo vsotiti. In njena vsotnost, to je rezultat vsotenja, je ničla. Tako da, zato sem rekel na vides,
nič in 9 sta skrivnostno povezani. Tisti, ki se s števili ukvarjate, verjetno to poznate. Ampak mi jemljemo števila kot zaposlene, ne, one delajo za nas. Včasih namerijo hitrost, namerijo razdalje, včasih pokažejo preveč, ne, včasih pokažejo premalo. V glavnem jih zaposlujemo, ne pogledamo jih pa, kaj so števila, ko jih noben ne gleda, ne, kakšno naravo imajo, kakšne so njihove značilnosti, kako se povezujejo, to je pa, jaz sem jih pa vzel takrat, ko so doma v dnevni sobi sproščene in takrat se malo razgovorijo in to je ta vsotnost števila 9 je nič. In to primer lahko naredim v tem, kako se vsoti število. Zdaj, kaj to pomeni, to sem še mislil, egocentrizem, ko je slovenščina potem opredeljuje vrtenje vsi samega v sebi kot egocentrizem. To se pravi, da se os ne razteza nikamor in tak človek lahko čuti samo samega sebe, lahko izpolnjuje samo želje svojega telesa, ne glede na posledice, ne glede na to, kaj bo drugim povzročil. In naši predniki so težili k temu, da se to stanje preseže. Vzamemo primer to število. Zdaj pravilo je, pa to sem že seštel, da nam ne bo treba, se pravi, sem seštel vsa števila in sem prišel do števila 33, ki še vedno ga je potrebno vsotiti in na koncu pride 3 plus 3 je 6. Zdaj, da je številka 9 enaka ničli, pri tem procesu vsotenja lahko črtamo vse vsote števila 9 in vsa števila 9. Tako da pri tem istem številu črtam 5 in 4, ki tvorita 9, samo devetko in 7 in 2. Ostane nam samo 2, 1 in 3, ki daje isto vsoto. 9 je enako nič. Torej, obstaja neko skrivno nihanje med 9 in nič. In to je nihanje med osjo in obodom. Zdaj, zakaj je 9 os, bomo videli malo kasneje. Tudi spol števil, malo je čudno, ampak števila imajo spol. Kot sem prej rekel, je število nič, ki v skladu s slovenščino nosi možnosti, je torej moškega spola. Zaradi tega sem tudi vsem sodim številom dal moški spol. Število 9 je tisto, ki udejanja, je žensko počelo in je zato ženskega spola. Zaradi tega sem tudi vsem lihim številom 7, 5, 3 in 1 pripisal ženski spol. Ampak tudi devetka s tem, da je ničla, ima v sebi moški del. Ničla je pa že zato, ker je parna, ima tudi ženski del. Tako da spola sta vedno enakovredna, enakopravna in sodelujeta, da sploh kaj je. Zato, ker če bi bili samo moški, bili samo možnosti, če bi bile samo ženske, pa ne bi imeli nobenih možnosti za udejanjati. Tako da sta povezani zelo jasno. Zdaj si bomo pa pogledali te otroke. Ko smo rekli, te števila 1, 2, 4, 5, 7 in 8 so kot abstraktni otroci števil nič, 9, očeta in matere. Zdaj bom pa isto uporabil glasbeni pristop, torej bom število 1 dvignil za oktavo in če bo potrebno, če bo število večje od 10, bom vsotil. Vsotenje pomeni, ko pridemo mi do števila, ki ga dobimo z vsotenjem, je to nek arhetip tega števila, neko izvorno ozadje, s katerim je ta število povezano. No in tako vidimo, da če dvignemo število 1 za oktavo, dobimo 2. Če dvignemo 2 za eno oktavo, dobimo 4. Če dvignemo 4 za eno oktavo, dobimo 8. Če dvignemo 8 za eno oktavo, dobimo 16, to moram že vsotiti, 1 plus 6 je 7. Če 16, to število, ki sem ga dobil, dvignem za oktavo, dobim 32, ki je 5. Ko 32 dvignem za oktavo, dobim 64, 6 plus 4 je 10, to še moram vsotiti, dobim 1. In potem se ponovi, začne se ponavljati. Če bi šli tako naprej, bi spet dobili 4, 8, 7, 5, 1. Tako da ta števila so med sabo povezana. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Če ta števila vrišem v krog,
se pokaže zanimivo razporeditev, da si nasproti ležijo števila, katerih vsota je 9. Zaradi tega je število 9 naravna os vesoljnega kolesa. To dobljeno kolo sem imenoval delno vesoljno kolo, zato ker manjkata števili 3 in 6, ki sta pa zopet nekaj posebnega. Število 3 pomeni ogenj, je liho in zato, ker je liho, je ženskega spola. Število 6 je sodo, je moškega spola. Kasneje bomo videli, da tudi ta dva sta dvospolna, ampak najprej si poglejmo, kako se ona dva dvigujeta v oktavah. Ko dvignemo 3 za eno oktavo, dobimo 6. Ko dvignemo 6 za eno oktavo, dobimo 12, ker je zopet 1 plus 2, 3. Ko 12 dvignemo za eno oktavo, dobimo 24, ker je spet 6. Ko 24 dvignemo za oktavo, dobimo 48, kar je vsoteno 12, še to vsoteno naprej je 3. Torej vidimo, da se 3 in 6 sta posebni v tem, da se vrtita javno druga z drugo, 0 in 9 pa skrivnostno. Zdaj, da bi pa to, kje se pa 3 pa 6 v tem delnem kolesu pojavljata? Se pojavljata v odnosih med sosednjimi števili. Med 1 in 2, če se sešteje. Tu je 3, med 2, 4 je 6, 4 pa 8 je 12, 1 plus 2 je 3, 8 plus 7 je 15, 1 plus 5 je 6, 7 plus 5 je 12, 1 plus 2 je 3 in 5 plus 1 je 6. Tako da to je model, kako so števila med sabo povezana. Slovenščina pa pravi, da obstaja beseda nasprotje. Iz tega lahko sklepamo, da si nasprotja stojijo nasproti. In če jo tolmačimo, besedo nasproti lahko nam pove stavek, da na drugi strani si pri obodu ti. Na si pr o ti. Tako da nam spet ta beseda izvira iz simbola kolesa in nam sporoča, da so si števila, ki si stojijo nasproti in tvorijo vsoto 9, v nasprotju. Zdaj, še zanimivo je to, da so si nasprotja povezana, stik med njimi je posreden. To se pravi, da gre posredi. In to je še druga beseda, ki sporoča, da je neka pravniška beseda, ki pravi, da nasprotja ne bi smela biti soočena neposredno druga z drugo, ampak vmes mora biti vedno eno središče, ki je ljubezen. 9, kar žensko počelo, ki nekaj udejanja, ki nekaj spoji na način, da ta nasprotja delujejo. V bistvu nasprotja se pa odbijajo in zatem tudi omogočajo strukturo kolesa. Da se izognemo nasprotnostim, povežemo števila v 2 trikotnika in dobimo 2 trojnika oziroma tročana, ki tvorita šesterokrako zvezdo in ta predstavlja spolni odnos oziroma združevanje, ki pa še ni končano. En trikotnik 2, 5, 8 predstavlja moškega, zato ker je večinoma sod in ima eno liho število, se pravi, da ima ženski predih. Ženski tročan je pa 1, 4, 7, ki ima 2 sodi števili, 2 lihi in eno sodo. In to pomeni jariti se. Slovenščina od zadaj je ar v iti, je človek kot nosilec individualne zavesti v gibanju. Torej, nastalo bo nekaj novega, ampak dokler ne pripotujeta oba trikotnika eden skozi drugega, je to še vedno samo nek proces, ki nekam pelje. Tudi zelo kra je povezan z rojevanjem. Rojevanje se reče porajati. Jaz grem, ja in ti, jaz in ti greva pora, s tem, ko se nekaj poraja. Se pravi, da napravi nek premik v univerzalni zavesti, da se udejanji skozi jaritev ta ar. Zopet imamo kroženje med univerzalnim in individualnim. Podatkov bo kar nekaj, ampak bom jih poskušal čim bolj pojasniti. V skladu s tem, kaj
pomeni kera števila, vidimo, da je 1,4,7 tročan kovine, lesa in zemlje. 2,5,8 je pa kamen, zrak in življenje. Tako kot sem rekel, 1,4,7 je ženski tročan z moškim predihom in 2,5,8 je moški tročan z ženskim predihom. Kaj pa to pomeni, pa tudi posebej. Celo vesoljno kolo, se pravi tisto vesoljno kolo, ki ima 8 krakov, ta ima namreč samo 6, se tvori nekoliko drugače, ampak lahko izhaja iz tega. Se pravi, ko se jaritev izvede do konca, torej ko gre ta trikotnik skozi tega in moški trikotnik gre skozi tega in ženski trikotnik gre na drugo smer, se zgodi to, da se seštejeta ta in te dve števili. Na tej strani dobimo 5 in 1, dobimo 6, na tej strani dobimo pa 4 in 8 je 12 in je 3. Tako da dobimo primarni križ. In iz tega se potem razvije še sekundarni križ, ki tvori drugi zamaknjen križ, ki tvori osmerost. Zdaj pa še kako nastaja to celovito kolo oziroma ol. Najprej je ničla, ki tvori zaradi svojih značilnosti os, ki je število 9. Potem število 9 tvori 3 in 6, ogenj in vodo. Zanimivo je tudi to, da sta edino 3 in 6 števili, ki sta v razmerju 1/2. 3 v 6 je 1/2. In takrat se krog razdeli na pol. In zato imamo tudi mi besedo spol. Vsak je samo pol. Moški ali ženski spol. 3 in 6, se pravi voda in ogenj. 3 je ženskega spola, je individualna ljubezen in je s tem ljubezen je izvorno čutenje. 6 je moškega spola, je individualna zavest, tako se mi je pokazalo, tako lahko sklepam tudi, da je voda sedež individualne zavesti. Tako se je kazalo, no meni se zdi smiselno, zato človek brez vode ne more živeti kaj dolgo. Voda pa po svoji strukturi deluje kot zmogljiv računalnik, ki je sposoben spomina in zato tudi lahko prenaša informacije, da mi verjetno preko univerzalne zavesti skozi vodo dobivamo informacije, kako telo naj deluje. No, tu je naslednje rojstvo, se zgodi v križ, 9 tvori, lahko bi kakšno drugo nasprotje bilo, lahko bi bilo tudi 1, 8 ali pa 4, 5, ampak sem vzel tole, 2 in 7. In tudi križ v sebi vsebuje kar, kot os. In lahko se tolmači, mi izgovorimo križ z š-jem. Črka š v slovenščini ima 2 pomena. Prvi je, da se nekaj širi, to imamo tudi rešiti, da se neka resničnost, kar je res, se mora razširiti, takrat prišli do rešitve, ali pa motnja, šum. V tem primeru gre za širjenje in križ pomeni kr, i, š. Os oziroma ljubezen energije širi. Tako se iz 9 primarni križ ustvari. Ampak križ predstavlja napetosti, zato rečemo tudi mi, da vsak nosi svoj križ, kar pomeni, da še ni našel neke poti, kako bi sprostil to nasprotje v dopolnjujočnost. Sekundarni križ, drugotni križ, se pa tvori kot vsota med primarnim križem. Med 2 in 6 je 8, med 2 in 3 je 5, med 3 in 7 je v bistvu 10, ki se vsoti v 1, in med 7 in 6 je 13, ki je 4. Tako dobimo celo vesoljno kolo, kjer so na obodu vsa števila. In tukaj pride na vrsto ta pijača, ki jo bomo, struktura pijače, ki se veže na vesoljno kolo, ki jo bomo potem preizkusili.
Obredna pijača olj je sestavljena bila iz 4 ravni zelišč in iz različnih postavitev, struktur znotraj kolesa, vsaka od teh predstavlja eno raven. In prva raven je bila sestavljena iz 8 zelišč, to pomeni, da je vsako číslo, vsaka ločena energija predstavlja eno zelišče. Tu je postavljen primer. Naši predniki so vedeli, kako posamezni rastlini pripisati prvino, ki jo nosi. Tako je, recimo, tu je primer, da je življenje so brezovi listi, zemlja je poprva meta, voda je koren peteršilja, bezgovi cvetovi, rman, listi robide, sol in janež. Vsako izmed teh 8 števil je povezano z osjo, ampak je ločeno med sabo. Drugi način razporeditve je križevato ali kresnikovo kolo, kot ga je poimenoval tudi Simon Porsen, ki bo verjetno odgovoril o njem tudi. Prvine se želijo v tem križu rešiti svoje napetosti in drug odnos, ki je zelo pomemben, je odnos dopolnjujočnosti. Se pravi, to so te dopolnjujoče polovice, ki se združujejo. In po mojih raziskavah in v pogledih sta si dopolnjujoči življenje in zemlja, voda, zrak, les in ogenj, kamen in kovina. Že raziskovalec Peter Jandaček je opozoril, da se števila rimajo v parih. 1 in 2, 3 in 4, 5, 6, 7 in 8. Tako da se to nekako pokriva z mojimi ugotovitvami. No, izkaže se, da so to v bistvu vseeno lahko tudi dvojne daljice, tako da se 2 povezuje 7 in 7 z 2. Zdaj, da se tem napetostim izogni, se dvojka premakne, zaniha v levo stran in se poveže s svojim dopolnjujočim številom. Sedmica se iz ravne povezave odmakne proti desni in se poveže z osmico. Podobno je s tem. 6 se iz svojega primeža napetosti umakne v 5, katero je njeno dopolnjujoče število, in 4 se iz 5 premakne v 3. In tako dobimo kresnikovo kolo, kjer so presežena tista primarna nasprotja in se poveže, je prva stopnja in iz tega izhaja druga raven pijače, starodavne obredne pijače olj. Vidimo, da je stik dopolnjujočih števil ne gre več posredi. Torej, odnos dopolnjujočnosti ne potrebuje več posrednika, ampak se morajo povezati neposredno, neposredi. In drugo, kar je pa beseda vzporednost, ki se tolmači v spor rednosti. Torej, če so različna gledanja postavljena vzporedno, med njimi ni več sreča, ni križič, kjer bi tekla kri. Zato se tu že samo besedo vzporednost, se ta vzporedna nasprotja presežejo, zato ker v vzporednosti tvorijo dopolnjujočnost. In iz tega je druga raven zelišč olja, kjer se združijo dopolnjujoča števila in s tem dopolnjujoči elementi. Življenje, zemlja, voda, zrak, les, ogenj, kamen in les. In to so baldrijan, listi vinske trte, kumina, smreka. Opozarjam, da je možno olj sestaviti na različne načine, ker je vedno več zelišč, ki predstavljajo isti element oziroma prvino. No, to sem že povedal, da vzporednost, da v spor red nosi. In glede na to, da je kresnik zelo dolgo ime in glede na to, da je tudi že Peter Amaljeti rekel, da krajša kot je beseda starejša je smiselno pogledati globje v besedo kresnik. Najprej malo globje, proti koncu pa bom še globje pogledal. In torej lahko besedo kresnik zopet
vsebuje kr, torej kar. Lahko se tolmači kr, s, n, ik. Je kot je, s je z, en kot eden, ik v slovenščini pa pomeni, da se nekaj zbira. Kot je zlatnik, kurnik, tam so zbrane kure, urnik, tam je zbran redosled dogajanj, potem je recimo senik, kjer je zbrano seno, ledenik, kjer je zbran led, obratno, ki, to v slovenščino je pogosto, pa pomeni, da se nekaj razpršuje. Tudi ko kihnemo, h je kot zrak, kih, da gre nekaj razpršimo z zrakom, po drugi strani je pa tudi mož s ki je kot spolni organ, tudi moški razpršuje seme. No, drug način je pa, se pravi, da ljubezen, kar je z enim zbrana. To se pravi, da je kresnik nekdo, ki zbira tisto ljubezen, ki se sprosti ob tem, ko se sprosti energija iz prehoda med nasprotji in med vzpostavitvijo dopolnjujočega odnosa. Zdaj pa še, da še enkrat na kratko povem, olje je sestavljeno iz 4 ravni in skupaj tvorijo 15 zelišč. Prva raven je sestavljena iz 8 zelišč, druga raven je bila sestavljena iz 4, to jih je že 12. Tretja raven pa nastane s simbolom takrat, ko ogenj in voda postaneta tvorni. Zdaj se bo pokazalo, zakaj sta 3 in 6, voda in ogenj, tudi dvospolni. Prve 3 faze potekajo podobno kot prej. Ničla, potem tvori se os, ki najprej razdeli z 3 in 6 vesoljno kolo na pol. Nato sledi sprememba. Število 6, ki je voda, tvori tročan 2, 5, 8, zaradi tega, ker je vsota, je 2 pa 8 je 10, 15, 1 plus 5 je 6. In število 3, ki je ogenj, tvori tročan 1, 4, 7, zato ker je njegova vsotnost 3. 1 plus 4 je 5, plus 7 je 12, če se to sešteje, je 3. Tako da v tej razporeditvi postaneta tvorni 6 in 3. Zakaj je 6 moškega spola z ženskim predihom? Zato, ker tudi 6 tvori številko 5, ki je liha in ženskega spola. Če bi bila čista moška, potem 5 ne bi moglo biti. Podobno je 3 tudi z moškim predihom, ker tvori število 4. Če bi bila čista ženska, tega ne bi bilo. No, zdaj dobimo drugačno strukturo. Je sestavljena iz 3 tročanov, ta je raven tročan, staroverci so mu rekli truj in je predstavljal, tako so rekli, 5. moč. 5. moč pa nastane tudi po oploditvi 2 trikotnikov. Takole potem bi lahko rekel, da je v tej razporeditvi vesoljnega kolesa vsebovana dvojna 5. moč. Zdaj še pa se doda 3. značilnost števil, to se pravi njihov značaj. Zdaj so bili element, ki je imel svoj spol, zdaj dobi še pa značaj. Število 6, ki je voda in iz vode nastajajo kamen, zrak in življenje, imajo te 3 prvine imajo vodni značaj. Tiste 3 prvine, ki izhajajo pa iz ognja, kovina, les in zemlja, 1, 4 in 7, imajo pa ognjeni značaj. To se mi nekako zdi smiselno, zato ker če pogledam lastnosti, je voda tista, ki oblikuje kamen. Po drugi strani pa voda tudi nosi kamen v sebi, to so minerali, vodni kamen in tako naprej. Zrak nosi vodo in voda v sebi vsebuje zrak. In tudi življenje brez vode ni mogoče in tudi v vodi je življenje. Isto velja za značaj ognja. Ogenj kovino stopinju prečisti in ko se kovina razžari, ogenj vsebuje. Les je vir ognja in zemlja je tudi ognjeni planet. Ima v notranjosti več kot 6000 stopinj.
No, tretja raven naše pijače olj se pa tvori kot skupina tvorca in tvorjenega tročana. Tako da dobimo, prva skupina je sestavljena iz kovine, lesa, zemlje in ognja, druga skupina je sestavljena pa iz kamna, zraka, življenja in vode. Ampak vidimo, da izrazita drugo. Skupina, katere tvorec je trojka, izrazi šestico in skupina, katere tvorec je šestka, izrazi trojko. Tako dobimo tretjo raven. Tretja raven je sestavljena iz zelišč, ki v sebi vsebujo skupino elementov. Tako je lipa ima v sebi kovino, ogenj, les in zemljo, prava kamilica ima pa kamen, zrak, vodo in življenje. No in zdaj še se malo bolj poglobim v tolmačenje besede kresnik. No, Simon Prosen je, ki bo predaval malo kasneje, je v svoji knjigi Povest o koreninah Slovencev je obširno in zelo natančno pisal o kresniku, poudaril pa je, da kresnik ni samo ognjena prvina, ampak ima v sebi tudi vodno. Tako bi lahko tudi število 9 bilo tisti kresnik, ki je povezano z zavestjo in tvori najprej ogenj in vodo, ogenj tvori žensko in voda tvori moškega. Voda je v sebi kot individualna zavest nosi zavedanje. Torej vse, kar je v človeku moškega, se zaveda. Vse, kar je v človeku ženskega, čuti. Zato, ker izhaja iz ljubezni in iz ognja. No, da bi pa bila še tolmačenje malo bolj poglobljeno, je najkrajša beseda za kresnika ali kresnika je krstnik. In ta pa lahko vsebuje celo 3 polglasnike. Prvi je za K, drugi je za R in tretji je za S, za S-jem. Tako da bi beseda podaljšana oziroma razrečena vsebovala kar in ra se z enim zbira. K-r-s-n-ik. To pa spet ponazarja to nihanje med obodom in osjo in med spočetjem individualnega nihanja na ravni ljubezni in individualne zavesti med ognjem in vodo. Tako da z besedo kr-r-n se poudari tudi nihanje med univerzalnim in individualnim. Zanimivo je še pa tudi to, da moški tročan v sebi vsebuje z odnosi ženskega. Vidimo, da če pogledamo odnose, spet seštejemo, je med 2 in 8 je 10 je enka, med 5 in 8 je 13 je 4, med 2 in 5 je 7. Podobno je tako. To se pravi, da že ženski tročan vsebuje moškega in moški vsebuje tudi ženskega. Zdaj še pa ena značilnost, zato ker tročan opredeljuje človeka. Človek je četvorno bitje, slovenščina tudi pravi, da tvorno je šele četvorno. Tako da je človek je telo, čustva, razum in zavest. In ko sem spet z 7. čutom ugotavljal, kaj bi bilo kaj, se je izkazalo, da številke dobijo še svoj telesni oziroma svojo stopnjo v človeku. 1 kot ženski razum, 4 je žensko čutenje, ampak zgovorno je to, da je žensko čutenje moškega spola, ker je sodo, torej ženska s čutenjem išče v moškem nekaj svojega. Pri moškem je, in 7 je žensko telo, 2 je moški razum, 5 je moško čutenje, ki je tudi posebno, zato ker je znotraj moškega ženskega spola. In tako moški v ženski začuti tudi nekaj svojega, mi smo se svoje dojemanje zaljubi. In 3 je osnova čutenja vseh odnosov, ki temelji na ljubezni, in 6 je osnova zavedanja odnosov, ki omogoča zavest. Da pa pogledamo še, kako so med sabo povezane, je pa potrebno odšteti
povezava se pa dobi z odštevanjem števil. Tako da, če od 8 odštejemo 2, dobimo 6, od 5 odštejemo 2, dobimo 3 in od 8 odštejemo 5, dobimo 3. V vsakem tročanu imamo 2 trojki, 2 ognja, 2 individualne ljubezni, kar priča o tem, da je bil spočet iz 2 individualnih ljubezni, ampak imamo samo eno šestko, samo eno individualno zavest, zato je pa človek samo pol, zato je spol tudi na abstraktni ravni, zato ker je tudi njegova zavest polovica ene druge zavesti, ki jo ima drug človek. Zanimivo je to, da je čutenje in razum povezano z individualno ljubeznijo. Vse, kar je povezano z čutenjem, čutenje in telo povezuje ljubezen in čutenje in razum povezuje ljubezen. Dočim razum in telo povezuje pa zavedanje. Tako je pri moškem kot pri ženski. In zdaj povzetek pomena vseh števil. 1 je kovina, ki je ženskega spola, ima ognjen značaj in pomeni ženski razum. 2 je prvina, je kamen, je moškega spola, ima vodni značaj in je moški razum. In tako naprej. Ne bom vse našteval, lahko si pofotografirate, pa boste doma si pregledali bolj natančno, ampak glavno vsaka ima element, spol, značaj in del, ki predstavlja v človeku. Če pa pogledamo na te 3 tročane iz glasbenega zornega kota, pa vidimo, da tvorijo G-durov trozvok. Tu pa ne bom vsoto, ampak bom vzel samo seštevek. 1, 4, 7 ima vrednost 12 in če vzamemo 12 hercev, je to ton G pri uglasitvi, da je ton A 432 hercev. Tročan 2, 5, 8 ima vrednost 15 in to je ton H, če ga vzamem kot frekvenco. 3, 9, 6 ima vrednost 18 in je ton D, če ga vzamem kot frekvenco. Durov trozvok je sestavljen iz velike terce, male terce in kvinte, ki jo obsega. Bolj jasno je to prikazano z razmerji. Velika terca, ki je dopolnjujoč interval, je 5/4 in to je razmerje med moškim in ženskim tročanom. Potem med tem velikim oziroma univerzalnim ravnim tročanom in moškim je 6/5, kar je mala terca. In objema je pa 3/2, kar je razmerje čiste kvinte. Tako da zanimivo je tudi to, da so imeli staroverci obredno piščal kabrco, ki je bila uglašena na ton G. In z njo se da, imam jo doma, in z njo se da zaigrati točno G-durov trozvok. In zdaj še zadnja raven sestave ola je pa ta, kot smo prej sem omenjal, da se postavi vzporedno, dvojka je zanihala v eno smer, vsak je zanihal tako, da je poiskal svojo dopolnjujočo polovico, ampak možen je tudi nihaj v drugo smer, tako da dvojka zaniha sem, trojka zaniha navzgor, šestka zaniha navzdol. In potem, ko združimo ta dva vesoljna kolesa, dobimo 8-krako zvezdo. In ta 8-kraka zvezda je pa lahko simbol za zadnjo raven, za 4. raven pijače olj, ki vsebuje samo eno zelišče, v kateri je vseh 8 prvin. Je življenje, je zemlja, voda, zrak, les, ogenj, kamen in kovina in to je ajda. Ajdi naj bi bili tudi naši predniki, to se kaže iz raznih imen. Ajdna, Gora Ajdna, Ajdovščina, Ajdovski gradec. In tako smo nekako sestavili olj. Na koncu pa še samo pride združitev vseh teh, če bi dal vse simbole, ki sem jih obravnaval, tisti, ki je sestavljen iz križev, tisti, ki je sestavljen iz tročanov in tisti, ki je sestavljen iz skupin, če bi vse te povezave dal skupaj, bi dobil to kolo končno in tu se seštejejo vsa števila 1 plus 8 je 9, 7 plus 2 je 9. To je obratno obrnjeno. Se pravi, eno je moško kolo, ki je v celoti in žensko kolo, ki je v celoti, daje kolo, ki je povsod samo število 9. In v našem izročilu piše, da je Kresnik vladal 9. deželi. In to je dežela čiste ljubezni, kjer je vse
povezano med sabo in ni nobenih nasprotij. To je še pa enkrat pregled celotne sestave olja iz 4 ravni, iz 15 zelišč. Pomen olja je pa tudi širši, zato ker se to prenese na vsakdanje življenje, tako da je naš prednik v skladu s tem vesoljnim kolesom in v skladu z oljem na prvi ravni spoštoval vsakršno življenje v vseh oblikah, spoštoval je zemljo kot veliko mati, spoštoval je vsako prvino, ne, posebej, vodo, spoštoval je zrak, ki ga je dihal, les, ogenj, vsako sestavino posebej. Na drugi ravni, ko se to poveže v pare, voda, zrak je spoštoval letne čase in smeri neba. Tako da je življenje zemlja pomeni pomlad in vzhod, voda, zrak je jesen in zahod, les, ogenj je poletje in jug, kamen kovina je zima in sever. Na tretji ravni je spoštoval vse dvojnosti, ki sta iz 2 skupin. To so noč in dan, vdih in izdih, moško in ženska, tema in svetlobo, potoki in reke, izlivi in izviri. In 4. raven je spoštoval vesolje kot celoto, vseh 8 prvin združeno. In takrat je postal, in ta pijača olj vsebuje matrico vesolja, ki v človeku naredi to, da ni več pol. Naši predniki so verjetno olj pospremili z obrednim vzklikom naj bo olj še za te, ki se danes ohranja samo kot zdravica ob rojstnem dnevu, najboljše za te. To sem se malo zmotil. No, v glavnem, naj bo olj tudi zate, ker to je najbolje. Verjetno se je obred olja upravljal na oltarju, zato ker beseda oltar se lahko tolmači oltiar, vesolje, ti individualna zavest v človeku si postal. In tako človek, kot je samo telesno pol, je tudi, ko sem rekel, je abstraktno pol, zato ker vse izvira iz abstraktnega. In že samo troplastno tolmačenje besede spol nam pove, kdo je pol, zakaj je pol in kako naj ne bi več bil pol. Najprej si pol. Si pol, si moški in ženska, a vedno samo pol. Po drugi strani je črka P v slovenščini je vezana na padec, spanje, kopanje, padec in tako naprej. P je povezana s padcem, tako da je človek postal pol z padcem vesolja. Ta padec jaz tako razlagam, da tudi v matematiki je tako, da če se razcepi število, ki je manjše od 1, se vrednost veča. Tako da nekako abstraktno, če se cepi, se mora cepiti, zato da se približa snovnemu. Tako da s tem padcem, ko je bilo na 3 pa 6, ko se razdeli vesoljno kolo na polovico, takrat se rodita moški in ženska. In po tretji strani pa pa rečemo spi nekaj. Ne? In spi olj je pa tretje tolmačenje in spi olj, da ne boš več pol. Tako, no, olj v sebi tako vsebuje matrico, kodo, ki že sama beseda poveda k-o da, k neki celosti da. In z tem olom se človek vrati v ra. Danes pravijo, da je vratiti se hrvaška beseda, ampak glede na to, da imamo vrata, da nimamo vrnil, ne, če se vrneš, skozi vrnila bi se vrnil, ampak sama beseda pove, da se zopet prideš v ra, vrata v ra. To pomeni, da njegova os se razširi v obod. Tako se njegova abstraktna prisotnost razširi čez celotno vesolje in se razreči. In to je že tudi Vesna govorila, da se nekaj razreči. In ta razrečitev pomeni razred či iti. To se meni preko tega reda začne či teči, energija teči neovirano. In po obredu olja je bilo verjetno praznovanje, zato ker beseda praznovati nam pove pri ra znova anje. Ne? En je znova pri ra, torej eden kot človek vsi se je zopet združil z ra, z obodom.
Tako da, ko sem napisal to, ko z olom potrkaš na vrata od Ra, vesolje ti bo reklo kar naprej. Ne? Kar naprej, se pravi, se ta os nekako razširi. Zdaj pa še malo na kratko o čakri in nikrmani, ki tudi vsebuje kar in Ra. Čakra v sanskrtu pomeni kolo. In glede na to, da je slovenščina precej podobna, kažejo raziskave sanskrtu, lahko na to besedo pogledamo tudi iz slovenskega zornega kota. V prvi vrsti nam pove, da čaka na Ra. Ne? To sem se malo zmotil. Čakra, ne? Čaka na Ra, ampak kr je zopet lahko zgubil A in je čakra tista, ki čaka, oziroma časovno tukaj in zdaj, zlog ča v slovenščini pomeni tukaj in zdaj, a minljivo, v nasprotju samo za črko č, ki je večnost. Tukaj in zdaj gre za nihanje med kar, ki je ubod, in Ra, ki je os, in Ra, ki je ubod. Zdaj, beseda nikrmana, tudi Marko Hren se je poglabljal v pomen nikrmana, je bila prasila pri starovercih, ki naj bi urejala vse na zemlji. In tudi v njej je kar, na prvi pogled je samo kar, ni kar mana. Bi lahko rekli nihanje, ljubezni ima in daje na razpolago. Na je vedno v slovenščini to, kar imaš na razpolago. Lahko pa skriva v sebi tudi Ra v drugem polglasniku, tako da bi bila ni kar Ra ma na. Oziroma, da ima nihanje kar in Ra, ima in to daje na razpolago, oziroma mana v slovenščini lahko pomeni tudi, da ima ena. To, kar je univerzalno nihanje, se skozi enega potem udejanja. Nikara je pa v sanskrtu, je odkril Marko Hren, da pomeni obilje. In v sanskrtu sta še aja ohranjena, ne? V slovenščini v nikrmani pa ne več. Tam sta že izpadla v polglasnik, ki se ne piše, in zato tudi je pomen težje razberljiv. Tako, da nekako nikrmana in kresnik po mojih pogledih izražata isto vsebino. Gre za nihanje med kar in Ra, ampak kresnik je moškega spola, nikrmana je ženskega spola. Zdaj pa vprašanje je, ali je to eno in isto, ali pa je to moški in ženski vidik pogleda na vesolje. Zdaj še pa, da sem že malo dolg, ampak se mi zdi še to pomembno, kako so lahko ljudje ta ol uporabljali v vsakdanjem življenju. Imamo besedo moliti, ampak danes molitev razumemo kot neko zahtevanje izpolnitve želja nekega posameznika. Beseda govori čisto drugače, namreč zlog mo v slovenščini pomeni možnosti ali pa modrost, ali pa celo most. Tako da moliti je pomenilo, da si se ti odprl za možnosti univerzalnega vesolja, da bi šle skozi tebe. Torej ni bilo prošnja za zdravje, za službo, za ljubezen in tako. Po drugi smeri je pa črka M pomeni misel. Mi smo to, kar mislimo, pravi slovenščina. In I je energija, tako je misel je tudi energija, in samo črka M ostane, ki pomeni misel. In tako je ena stara knjiga, ki jo je napisal, meni se zdi, en modrec v Indiji, Patanjali, ki opisuje, koliko sem bral, je to en najstarejših opisov joge sutre, se mi zdi, da se imenuje knjiga, da je tam pranava, je bil en zlog, ki si ga ti ponavljal, zato ta zlog pa ni smel biti razumljiv in potem se je razum počasi upočasnil in to je lahko tudi izraža to molitev besede, zato ker M kot misel, ol kot vesolje in iti. Tako da je lahko molitev izgledala tudi tako, da je človek v sebi ponavljal zlog ol. In zato, ker je ol tako širok pojem, da ga ne moremo opisati točno, ampak ima v sebi
presežno, istočasno pa po zaužitju olja mi postanemo olj in pogoj je bil, da ta pranava, tako se je imenoval ta zvok, naj bi odražala človeka. In ko človek zaužije olj postane in potem je olj tisti zlog, ki ga tudi predstavlja. Zato je smiselno, da, no in temu bi lahko rekli danes meditacija. Druga beseda taka je ždeti, ki danes pomeni brezciljno stremenje v neko smer in je verjetno bi bilo bolje, da bi človek nekaj drugega delal, ko pa ždel, ampak beseda sporoča, črka ž pomeni življenje in deti že kot glagol pomeni govoriti. Tako da to gre za poglobljen odnos do življenja. Življenje govori tebi oziroma življenju govoriš ti. In temu se pa danes bi lahko rekli tudi kontemplacija, nek poglobljen odnos z nečim. No, tretja je pa žebrati, pomeni tudi molitev, ampak zanimivo je, da v češčini to pomeni beračiti, v slovenščini pa piše, da je ta beseda etimološko nerazložljiva. Ampak je čisto jasen stavek, že bi rad ti. Torej, to je tista molitev, da bi ti takoj nekaj že rad in ti zahtevaš v tem trenutku in to je pa verjetno vizualizacija, da si ti predstavljaš, kaj bi rad in da na tej ravni potem deluješ. Simbolika kroda, to je ta mož, ki je na naslovnici, imenuje se Krodo in že beseda pove, da je to človek, ki krodu nosi neko stanje celosti. V levi roki drži simbol kolesa, torej v levi roki drži vesolje, ampak drži ga zelo lahkotno, kar pomeni, da je abstraktno. V desni roki drži pa vedro zelišči, ki je prevedel to kolo v zelišča. In to so tiste zelišča, z katerih je narejen olj. Stoji na ribi, ki je po moje losos, zato ker je losos, ima posebno pot življenjsko. Rodi se v potoku, gre v reko, potem gre v ocean ali v morje in potem vedno se mu njegova voda, njegova zavest se širi in nazaj grede. Tam ne umre, ampak se nazaj vrne v svoj potok in tam umre. To se pravi, da on udejanji tisto izkušnjo univerzalnega, ko je morje, spet nazaj v potoku, kar je simbol spet kroženja med univerzalnim in individualnim. In ta krodo to celost živi. Ima dolgo brado in dolge lase. Slovenščina ima besedo striči, da ti streči. Torej so nekako je bila prepričanje, da dolgi lasje in dolga brada pomeni čilost. Zato, ker če si ti ustrižen, so ti strliči energijo. Tako da je to bila značilnost naših prednikov, da so znali čilost nositi. Je pa tudi starost. Starost je tudi zanimiva beseda, ker se jo lahko tolmači, si ti istočasno človek, individualna zavest in istočasno obot si ti. Zdaj zaključek bom rajši prepustil produktu. Zdaj sem bil malo predolg, verjetno sem vas že utrujeval in zasul s podatki, ampak pravijo, da včasih moraš biti zasut s podatki, da se ti glava odpre, da če ti samo sprejemaš tisto malo, koliko zmoreš, da potem ostaneš na tistem, koliko zmoreš. To sta moji dve knjigi, v tej knjigi opisujem ta olj samo preko pravljice, katere nosilec je en mucek in po poti olja ga pa pelje pinja. To je vse okrog naše hiše se dogaja, v Renčah. Tako da to je moja želja, mogoče, da bi mlajši bralci prišli v stik z nekim izročilom na način pravljice, ki ima tudi v sebi pra in ra in vse je prav v pravljici in mogoče je to prava beseda za to zgodbo. No, v tej knjigi Spregledana slovenščina sem pa sistematično urejal, tolmačil ogromno slovenskih besed in sem jih sistematiziral v to, kako so naši predniki dojemali vesolje, čas, prostor, spol, spolnost, hrano. Tudi olje je opisan v tej knjigi, 7. čut in vse tako naprej. Ampak glavno je to danes,
preko knjige sem uspel spoznati ljudi, s katerimi smo združili naše strasti, in nastala je tale pijača, ki je še nisem poskusil, ampak sem jo danes prvič videl. Tako da smo bili, Maja Pustelvrh, ki je danes tukaj tudi, jo bom polučkal takole. Ona je strastna zeliščarka in je zbrala zelišča za olj. Jernej Zorec, ga bo polučkal, je vinar, ki je skrbno čuval in zorel ta olj. Imamo še pa eno vino v Beli krajini, ampak danes te gospe ni, tako da 2 olja sta bila napravljena. Nekaj več bo povedal Jernej, zdaj se samo omenim Florence Marijo Bratož, ki tudi uporablja čaj olj pri svojih obravnavah in združeno z njenim pristopom k izboljševanju odnosov med dvema. Tako da olj se nekako širi in zdaj bi še poprosil samo Jerneja, da pove par besed o tem, kako je vzgajal to vino.